Diana, če začeti. Ja, lahko se. Nekaj sem odpadla, ja. Ja. Dober dan. Zdravo, živijo. Ja, jaz zmeraj začnem na začetku. Dober dan. Seveda. Živijo. Diana, hvala, ker si me povabila v svoj sveti prostor, Ni problema, da vesela. lahko posnameva eno debato na temo tvojega v bistvu poslanstva. Lepo. A ne? Ja, hvala tudi tebi. Zdaj, jaz sem imel predpripravljeno vprašanje, a si karmična diagnostičarka ali si poznavalka dušnih zapisov? Ja, jaz bi rekla zase, da sem kar poznavalka dušnih zapisov, tako me tudi ljudje poznajo. Aha. Tako da to je pač neka taka moja zgodba. Tako da ja, v dušnem zapisu sem kar že tam cirka 20 let. Ok, se pravi 20 let. Ja. Daj mi povej, kako si prišla do te točke? Kako si se zavedala tega? Že od majhnega raziskujem ta nevidni svet, svet mojih vodnikov. Vedno sem delovala po intuiciji, po svojem srcu. Sem velik empat, tako da zelo hitro začutim energijo. Potem se je pa to razvijalo skozi pač ljudi. Zelo velikokrat sem bila dober opazovalec in sem videla, da se na nevidnem svetu se zelo veliko dogaja. Ne? Tisto, kar ljudje spregledajo, jaz vidim. Ne? Tako da to se je pa začelo. Je pa res, da sem res veliko raziskovala sama, v naravi, v tišini, pa hkrati med ljudmi. Tako da velikokrat sem tudi, ko sediš nekje v lokalu, opazuješ ljudi, vidiš tudi dinamiko. Pa imela sem tudi res dobre učitelje. No. Učitelji so bili pa to pač moji starši, moji prijatelji, nič kaj uradnega, da rečem, ne to, kakšni goruji, ampak enostavno raziskovala sem življenje, ker imam zelo rada življenje. Se pravi, to je prišlo do tebe po kompletno naravni poti. Po naravni poti je pa res, da v naši družini smo že take vrste inovatorji, raziskovalci, vsi smo takega radovednega duha, tako da jaz mislim, da je to tudi iz naše družine izhaja, ker smo res pač v takem duhu svobodnem odraščali in vsi so vedno rekli, da je raziskuj, sprašuj. Ne? In nekako je prišlo spontano, ja. S to srečo, radostjo in z veseljem. Ne? Ker nisem preveč šolski tip, da bi se uravnala po knjigah, ampak bolj po nekem znanju iz življenja in iz življenjskih zgodb. Tako da ja, sem pa res bila ene take sorte vilinska informacija, tako da se kar, hkrati pa prizemljena. Ne? Vse rada preizkusim tudi na lastni koži, tako da velikokrat se opekla, velikokrat se dobila tudi batine, da rečem, ampak lejte, treba je ugrizniti v kislo jabolko, da se naučimo. Ne? Ja. Vedno imam pa vodnike s sabo, tako da ja, se povežem z njimi in zdaj, ker z njimi, bom rekla, v duhu včasih spijem kavo, pa ne rabim takega prijatelja, ampak dušnega. Ne? Tako da ja. Koliko ljudi je bilo, se pravi 20 let nazaj, odprtih za to vrstno razlago našega obstoja, se pravi za teh več dimenzij obstoja, pa koliko jih je zdaj, kako so se te stvari razvijale? Ja, pri meni je zelo zanimivo, ker imam vedno jagodni zbor ljudi. Nikoli ne delam na velike množice, ker to te tudi utrudi, to te zelo izčrpa. Sem pa tudi sama raziskovalka in pač različne poti. Ljudje me dosežejo različnih spektrov, od direktorjev do šefov, do raznih, bom rekla, visoko letečih ljudi, do v bistvu čist preprostih, prvinskih. Tako da ja, sem zelo vesela za to pestro mavrico. In ja, zgodb je veliko. No. Ja, tako da lahko rečeš, z leti vedno več. Z leti ljudi. Vedno več, ampak jaz mislim, da vodniki vedno dozirajo, kdo je zrel za te stvari. Takrat, ja, v začetku moram reči, da nas je bilo par teh drugačnih, ampak smo bili zelo podprti. Zelo smo se podpirali in smo rekli, ne damo tega, to je naša resnica. In ja, smo zmogli, tako da kar nekaj prijateljci in prijateljev, ki so ostali v tem duhu, še vedno delujejo, ker smo bili skupaj zelo močni začetniki. In ja, se veselim, da smo še vedno na neki taki naši poti. Jo pa zdaj seveda rojevajo se nove informacije, mlajši, ki vidijo svet drugače, ampak tudi mi smo še tista konstanta, ki dajemo neko vasrvago, neko ravnovesje. Se pravi, po tvojem spoznanju, kako izgleda struktura našega obstoja, bivanja? Koliko plastni smo? Zdaj, če gledam tako na grobo, da rečeva, ta pač čisto začetno, vsi, ki mene poznajo, vejo, da se jaz ukvarjam v bistvu dobim frekvenco preko risanja in v duhu vidim te svetilnike, lučke in če to malo ponovim,
Levostranski so mentalni tipi, desnostranski so čustveni, emocionalni. Počene aure pomenijo, da so zgubljenci oziroma ljudje, ki so pač v neki bolezni tudi, in pa seveda dvojni svetilniki, to so pa ljudje, ki so 24/7 vklopljeni, to imajo pač žarnico, jaz rečem kompas v glavi. Hkrati se bo zdaj že dogaja, zdaj začetna risanja, ki sem jaz to risala, so bile samo levo, desno, plus, minus, zdaj je pa že neka taka zelo zanimiva maurica, nekih vilinov, nekih novodobnih inovatorjev, tako da smo zelo visoko prebili že ta frekvenčni zid, lahko rečem. In so že drugačne žarnice, jaz dobivam zdaj, ko slikam, že dvojne lučke, to pomeni, da si direktna baza podatkov v globalnem oceanu. Ljudje so že čisti mediji, že ko nekaj rečejo, že otroci recimo so že čista znanja, prej so imeli pa še težko karmo. Tako da zdaj z moje strani bi lahko rekla, da smo se zelo osvobodili težke karme, ker je že te novodobniki že nimajo več teže. Ok, rekla si karma. Zdaj, kaj je po tvojem karma, ker imamo kar neki razlag karme? Zdaj po moje spet po domače je, da malo pač vsak prinese na svet neke prtlago, neko informacijo, neke rukzake in potem je tako, ko padaš v nek film v tem življenju, ali je to s partnerjem, ali je to v službi, ali je to v tvoji prvinski družini, to nekako zavestiš in imaš ta praspomin. In v tem praspominu se nekaj ne počutiš, nekaj si jezen, žalosten, nekaj te moti. In takrat rečeš, to pa je nekaj, ker ta praspomin se v celico informira in začneš delati na sebi. Ne delaš na sebi kar tako, vedno se nekaj zgodi. In potem se pač v karmičnem informacijskem toku se naredijo prejšnja življenja. Zdaj v teh prejšnjih življenjih zelo hitro padajo slike, se mi pa zdi, da zdaj v novi dobi tega ni več. Res, to, ko poudarjam, to se zdaj zelo izgublja. Ljudje takoj vejo črno-belo, plus, minus, frekvence so jasne, ker mi nimamo več časa za stvari. Če je pa nekdo ostal v karmičnem dolgu, je pa pač tudi za njih poskrbljeno. Oni so pač ostali na tej frekvenci, ker ta dimenzija bo tudi še poskrbela za njih. Ampak ni pa več dela pretežkega, ker dimenzija je zelo maurična, v barvi pa stacije vidim v nežnih tonih, v obdobje, res lažje obdobje, kot je bilo prej. Se pravi, kako izgleda navzven življenje nekoga, ki recimo ima karmični dolg, pa nekoga, ki ga je očiščen, ali pa vsaj deloma. No super, David. To mi je všeč. Zdaj, ko vidiš nekoga, ki je zagrenjen in je vedno se cikla v isti plošči, se pravi, to je metoda ponavljanja. On ima skozi isto napako, je v žalosti, je v jezi, v zameri in skozi se mu dogajajo neke težke stvari. Po drugi strani pa rečeš, ljudje, ki vidiš, to so pa kot cigani, spoka kufar in gre spet na neko potovanje, se pravi, on je pa lahkoten, res, da je mogoče tudi kot duša odprej že lahkotnejša, ampak vidi se, razlika nekoga, ki rečeš, pri 20 je bil žrtev, pri 70 je tudi še žrtev, se pravi, v tem stanju bo ostal in je prav tako za njega, Mi nimamo več časa in prostora, da mi to pomagamo, ker oni so srečni v tej svoji nesreči, lahko rečemo. Tako da nismo več dolžni kot empati na začetku sebe, če gledam, sem zelo pomagala in padala kot empat v njihove filme. Zdaj pa bom rekla po domače, tudi sebe malo že zaščitiš, pa rečeš, dovolj je, Smo se naučili zaščite, ker te ljudje te pojejo, to so paraziti, na nezavednem so okuženi, kot prinesejo domov razne sorte in veliko umskega plevela, veliko smeti je v glavah. Pri nas ni prostor in čas za neke nebuloze, Pri njih pa je in najdejo en drugega, da potem se pač to lažijo med sabo, ampak pri nas je spet, jaz vidim, smo posebni ljudje, ki smo se povezali in to je to. Se pravi, takšen človek tudi ni pripravljen za eno drugačno razlago tega bivanja. Ne, njemu je to všeč, on rabi samo pogovor. Ne gre v duhovne sfere, kar tako zlahka. Radi poslušajo, radi srkajo informacijo, ampak ta informacija drži točno 2, max do 3 dni. In potem spet rabi novo infuzijo, berglo, skratka ni pomoči. Tako da škoda časa za take ljudi, ker na začetku sem jaz zelo dajala in vlagala v njih, ker probaš pomagati, ampak žal se ne obnese. In je tudi prav za njih tako. Tako da zdaj je pač isto ljudje, ki delajo na sebi, predvsem sploh veliko je zdaj ljudi, ki res dejansko že miselno se pogovarjaš, vidiš, ali si na moji frekvenci, gremo naprej drugače pa ne. Ta 5. dimenzija je res posebna.
Peta dimenzija. No, deva malo bolj definirati peto dimenzijo. Jaz jo spet vidim v teh mavričnih barvah, v hitrejših tonih, tudi zelo veliko je gužve, ampak lejte se, če pogledamo, zdaj že svet se spreminja, zdaj ali bo šel v dušni zapis, jaz zdaj gledam, v dušnem zapisu smo v peti dimenziji ljudje, ki delamo na bolj prvinski način, še vedno z srcem, je pa tudi tle polovica že umetne inteligence, ki zelo hitro dela kot čip, kot program, ampak tudi hologram, ki je potreben, tako da se sovpada ta dušni zapis. Tako da ta dimenzija je novo, dobna z empatijo. Lahko rečem, da je en del možganov dela empatično, drug del je pa že hitrejši oziroma naložen po teh svojih informacijah, ki so hitrejše. Tako da se je pa to pripravljalo dolgo časa. Mi zdaj obesedimo po svoje, zemeljsko. Jaz rečem, da če smo zemeljski posredniki, vidimo, ampak mislim, da v teh programih se je že kar nekaj časa informiralo, da smo prišli do te točke, kjer rečemo smo bolj fluidni, bolj pretočni. Pa, veste, te posebni ljudje so tudi ene take vrste zanimivi inovatorji. Vedno rečem, dajmo jim možnost, da to razvijajo in da se mi lahko podružimo s to frekvenco. Sem vesela za te spremembe. Ampak kritična masa še zdaj ni dosežena. Ne, po tvojih ocenah. Jaz ne bom zdaj tle sodila, ampak po mojih ocenah recimo 15% ljudi je res priklopljenih 100%. To jaz rečem, da ta nitka ta nitka je zelo dinamična. To moram povedati, teh 15% ljudi vodi svet, vodijo informacijo, za njih ni vikendov pa počitkov, ker imajo to zdravo linijo. Ostalo je pa počeno, je še vedno priklop, izklop, to je ena vrste limbus. Kaj pomeni limbus? To je frekvenca časa in prostora. V bistvu mogoče dobiš infuzijo za 2-3 ure in si potem moraš počivati. Tako da mislim, da je prav, da se upošteva to zemeljsko informacijo, ker 15% je malo, ampak so močni, ostalo se pa dejansko prebuja. Prebuja, seveda se prebuja na vsak na svoj način, ampak mislim, da je to prav, da rabimo pa tudi počitek pa sobivanje. Gre spet za Vasar Vago. Jaz bom tako rekla, nekdo je krt iz podzemlja, to so krti, to so rokodelci, to so oni ljudje, ko rečeš, ta je pa iz naše sekte, iz klana, ampak to rečem, karikiram, pridni, delavni del, tega zmer bolj primanjkuje. Ali pa potem na drugi strani te umetni, ki imajo svoje, bom rekla, včasih tudi bipolarni pajaci, ki so nastavljeni, vsi vemo, da v Sloveniji kar nekaj maskot, ki so nastavljene kot figure, ampak to nekako sovpada. Jaz sem bolj zakrte, če rečem, to so tisti zdrava kmečka pamet, dajmo se nekaj naučiti, dajmo včasih tudi kramp lopata, se pravi, dajmo nekaj narediti zemeljsko, po drugi strani pa duhovnost. Se pravi, informacija iz zemeljske plati je pa res, da zmer težje je pa dobiti to, bom rekla, inovacija, ampak ne ostani v iluziji, ker iluzija je pa potem tudi Alice v čudežni deželi ne more biti, moramo biti tukaj na zemlji. Spet ravnovesje. Prizemljitev je zelo prizemljitev na prvi. Pomembno. Prizemljitev, stik z zemljo, saditi drevesa, biti v stiku. Ženske so še vedno pridne mravljice, vidim veliko ženske, še vedno ostalo. Slovenska ženska je res povezana z zemljo, kar je dobro. In tudi moške rokodelce, to so v bistvu naši, bom rekla, slovenski pridni fantje. Drugače pa po drugi strani pa teh 15%, ki te zbuja, ki te reprogramira. Gremo naprej, evolucija gre naprej in iz tega časa in inovacij pa tudi se nekaj naučimo, nekaj se zgodi, ker se je pa zdaj v parih letah kar velik preboj. Po koroni se mi zdi, da se je še bolj pospešilo. Ker v bistvu ta informacija se je, bilo je razdaljeno, neka dualnost, ampak po drugi strani so se ljudi spet združili in povezali, tako da sem vesela za vseeno. Katere izraze imaš rajši? Se pravi, dimenzija, frekvenca, energija? Vse ima svoj pomen. Jaz včasih izražam različno. Zdaj recimo velikrat
mi rečemo, a si na moji frekvenci, ne? Se pravi, si moj, bom rekla, ne rabiš biti krvni sorodnik, lahko si dušni sorodnik, da midva delujeva in da midva nekaj soustvarjava, ne? Tako kot midva se danes dobila z nekim namenom, da nekaj predava štafeto naprej, pa mogoče bo komu kaj prav prišlo. In to šteje v moji dimenziji, oziroma pač na našem planetu, lahko rečeva. Se vsak si nariše tudi malo svoj film, ampak če to verjameš, to deluje. Zdaj, jaz bi poudarila, da zelo veliko je pa tudi ta drugi del, jaz rečem kinder jajčkov, to so lupine. Veliko je pa lupin, ki so, bom rekla, svoji hlapci gospodarjama. In zdaj fantki, punčke, to je zdaj izgubljeno. In lupine so pa še vedno se bojo nahajale, sam jo pa res težko, ker so vodene. Tako da moramo mi vzdržati dimenzijo. Ker dimenzija je ekvivalentna en človek z dimenzijo ali 5 kinder jajčkov, a veste, tle je potem lupina pomeni, vse veste, vsak sistem rabi ovce. In je zelo zanimivo, ko vidiš, da v bistvu njegov gospodar da neko navodilo za uporabo in potem pač ta njegova lupina izvrši. Jaz sem vesela, da smo mi na drugi dimenziji, ker imamo svojo pokončno držo in pa se držimo svoje poti, ker naša pot je unikatna. Pa ostajaš v lastnem jazu, tudi če kdaj kiksneš. To je pomembno. Deva še mogoče par besed lih o tem, ostati v jazu. Malo globi, kaj to konkretno pomeni? Lejte, a veste, višji si, težje naloge imaš. Zdaj, recimo, meni so dosti preverjali v smislu, bi dobila en bonbon, a veš, boš prišla na ta, ne, ostani v jazu, ostani zvest sebi. To mi ne paše, tega ne dovolim sebi, To ni dobro zame, To ne pomeni egoistično, ampak v takih mrežah, ko padeš v neko polje, je zelo veliko tudi, jaz rečem, plenilcev, A veste, teh, a veš, predators, plenilci, plazilci, kuščari, tega ni malo, In ta rasa se nahaja med nami, In potem moraš ostati v jazu in reči ne, ker ali boš morski pes, ali boš pa sardela, Zdaj odvisno je, Če si prišel do dimenzije, se vedno soočaš z temo, Seveda tema je, ker tema skozi šivankino uho pride do tebe, Ampak ostati v jazu in reči dovolj je. Dovolj je postaviti se zase, tudi če se sistem sesuje, tudi če se velike stvari zrušijo, to je potem tudi za tvoje zdravje konec koncev dobro, ker ljudje, ki padajo, potem so šibki, Šibka energija pa je, spet pravi si ti plena, Tako da v tem smislu boriti se, ampak na lahkoten način, povedati, kdo si, Pa se pravi, ni časa spet, ta čas je zelo pomemben za skupno jato ptičev, za nebuloze, za neumnosti, za pač, bom rekla, meglo. Pri nas je res zelo pomemben počitek, veliko spanja, pa mogoče tudi pri športu bi rekla, ne se prekuriti športom. Naredi toliko, kot je dobro zate, uživaj, dihaj, razmišljanje ti konec koncev kuri kisik, se pravi veliko biti na svežem zraku. V naravi, ob rekah, jezerih, potokih, se pravi ta voda, tudi recimo ta vitalna energija, bom tako rekla, fino je imeti doma kakšen akvarij, se pravi pomirjanje, spet neka meditacija, nek drugi pol, po drugi strani pa ravnovesje. Se pa res dogaja, da te plenilska rasa se je že nekako potuhnila v svoje bunkerje, ni več tega, se mi zdi, da so ljudje že zelo prepoznali hitro. Ti si dala v bistvu zdaj en tak zelo praktičen, veliko praktičnih nasvetov, kako ostati na pravi poti, na poti, treba reči, 5. dimenzije, se pravi duhovnega napredka. Tako, ostati v svojem jazu, pripravljen biti reči ne, delati absolutno, tudi če je včasih treba podelati stvari, ni problema, ampak v urnik naj bo fluiden, ker v 5. dimenziji oziroma v tej visoke frekvenci so vodniki s tabo, in si lahko ekvivalentno v 2 urah nafilaš baterije, nekdo bo rabil na dopust, na primer, 14 dni, v naši dimenziji ni prevelikega dopusta, je dopust, pa nisi na dopustu, se pravi, deluješ, delovanje je predvsem pomembno, pa to je to nedelja, se zdaj že poglej David v službah, so že drugačni urniki, reče naredi to, ampak samo da bo delo končano. Važna je ta informacija, da se stvar naredi, ni važno, da si tem od 8 do 3 v službi, to je pa se, stari sistemi so izumrli, to se zdaj tudi vidi, zdaj ljudi, ki poslušam, pravijo, imam fleksibilno delo, sploh pri nas je treba delati, ampak spet predrugačeno, ko greš počit uro, 2 in potem spet deluješ.
kot da bi bil na nekih, jaz rečem, kot da si malo v neki hipnozi včasih lahko rečemo, ne? Po drugi strani pa spet lahkota, prizemljenost. Tako da čas, prostor sta malo drugačen. Meni je to zelo zanimiva dimenzija in jaz sem tukaj domača. Vidim, da kot da si skozi na nekih kotalkah, ne? In je pa res, ne? Ljudje, ki si pa včasih si čuden, ne? Ampak ta čuden je prav, ne? Saj pravilno je, da smo različni. In ja, ta v bistvu soodvisnost in simbioza, lahko tudi mogoče rečem, je zdaj pase, ne. Včasih je bilo zelo soodvisen si od partnerja, soodvisen od službe, nekakšna navezanost, ne. Reptilska rasa ima rada, da so ljudje navezani, kaj pa bo, če bo strah, ne. Zdaj v teh dimenzijah strahovanja ni, ne. Mi nismo odvisni na čustva, strah, jeza, žalost, ampak si ti odgovoren za to, da te ne bo strah, bom naredil to pa to, ne. Ali pa bom delal, ne. Včasih je bila pa simbioza med partnerji tudi močna, ne? Se pravi, en za drugim so šli, ne? Mož umre, čez 3 mesece gre za njim žena, ne? Ker ni preživela, to so pač dejstva. Zdaj pa v bistvu vsak je v svojem polju, ampak se hkrati dopolnjujeta, ne? Tudi pri odnosih se mi zdi tako bolj zrelo, ne? Vsi smo vse, ne? Jaz vedno rečem, da je ful pomembno, da so te možganski valovi, da si ti polovično jaz in polovično partner, da se skupaj ujameta, ne? Spet v mentalu. Ne smemo pa seveda pozabiti, da smo mi ženske, moški pa moški, 2 pola, poravnano. Ne? To je pa zelo pomembno v tem času. Ne? Kako je s tem miksom ženske moške energije? Ženska moški sta zdaj v novodobnem, vsi smo vse, ne? Vsi smo vse, se pravi, na tej dimenziji imam jaz nek moški princip delovanja, moški ima pa lahko ženskega ali obratno, ne? Hkrati pa vemo, kaj ima kdo za narediti, ne? Kakšne so naše naloge in en drugega ne šlepamo po domače ali pa ne dajemo en drugemu več berglo, ampak sobivamo v času in prostoru in si dajemo možnost, da se izpolnimo do potankosti, ne? Ta izpolnitev, ne? Je pa res, da včasih ženske poslušam, so malo zmedene, ne? Ni več toliko ženskih hormonov, ne? Ženska, jaz sem slabe volje, jaz sem Boga. Moški ni več tukaj za tebe, da te bo skozi gujčkov, ne? A veste, tega malo moraš sam poskrbiti za sebe, a ne? Tako da zdaj mogoče za neke ženske je težava, ker so bolj pričakujejo od partnerja preveč, a ne? Tudi to slišim, preveč ni, da mi dovolj, ne? Ampak ja, poskrbeti moraš za sebe, da boš lahko dajal, ne? Tako da takrat je ta uravnilovka. Se pa dejansko najdejo ljudje, ki pač se skupaj pol zdravijo, lahko rečem tudi temu, ne? Jaz te pare, ki poznam, so vsi enakovredni, nekako pač v tej družbi, ki jih jaz imam, so nekako vsi razumejo, kaj je čigavo delo. Ni pa več nepotrebnih iluzij in pa čustev, ne? Tudi čustva so, si empat, ampak predvsem uravnana, ne? Ker nobenega več ne podpira s tistimi kroničnimi bogi, ne? Ali pa se bom jaz, ne? Ampak veš, kaj je tvoja domača naloga, če ne imaš popravca, ne? Tako je. Hkrati si pa lahko partner hvaležen za to, ne? Da ga v bistvu nekako budriš, da zraste, ne? Predvsem gre pa, jaz mislim, da za rast pa razvoj, ne? Prej si rekla, da pri vsem tem, ne, pri tem razvoju nismo sami. Se pravi, kdo so te, v narekovajih, strici iz ozadja? Ne? Rekla si vodniki. Daj to plat malo razloži. Ja, vodniki, ne? Jaz recimo osebno se vedno povežem z vodniki, ali lahko to kolektivna zavest. Zdaj, prej sem David omenila lučke v glavi, ne? Če si ti dobro spočit, naspan, imaš svetilnik in svetilnik pomeni si priklopljen in imaš dostop do vodnikov. Vodniki zame so lahko narava, informacija, veliko vodnikov je tudi živali, recimo, tudi živalski vodniki so. Ljudje pa izbrana vrsta. Ne? Zdaj, ne da si malo skeptičen, pri ljudeh je še vedno predator, te plenilci se nahajajo, ne? V zgornjem štuku je več plenilcev tudi, mislim, še vedno. Tako da bolj v duhovnem svetu se povezati z Maurico, prepletenostjo, ampak ja, drugače pa ni bojazni, da jaz osebno kar dobim en priklop in rečem, danes sem zaščitena, danes bo to stekla. Potem pa mogoče 3 dni nič ne počnem, oziroma bivam, ne? Lahko rečem, da sem rastlina, ne? Pa rečejo, kaj pa delaš? Počivam, ne? Ampak bom v tem enem dnevu potem naredila ne? Tako da poslušati sebe.
poslušati svoje občutke, ne? Ker Slovenci so pa pridni, delavni, to moraš narediti, ker kaj bodo rekli ljudje, ne? Tega ni, ne. Zdaj je bolj fluidno, pa se kakšen dan uležeš, pa počiješ, ne. Ko bo pa prišel dan, boš pa mogoče ti, David, posnel 4 oddaje, ne. Odvisno. Potem pa en teden nič, ne. To so taki programi, tako da ja, jaz sem bolj za ta free, umetniška scena, lahko rečejo, ne? Ampak zdaj tudi umetnik je različne vrste. Zdaj, to je umetnost življenja, je pač drugačna, to je pač res naša maurica drugačnosti. So pa te ljudje zdaj, mladi razumejo vse, mlajšim jim treba razlagati, ne? Oni imajo že pač neke tipalke zelo razložene. Tukaj imamo napisan, kdo je kriv, da uteho tako zavzeto iščemo v zunanjem svetu? Oziroma, zdaj smo kar tekom debato ugotovili, da je tega mogoče vedno manj. Da počasi prihajamo tja, ne, po tvojih besedah, v neko svetlobo. Ja, v svetlobo. Ja, zdaj, jaz ampak razumem... kdo je pa kriv za to, da se skozi obračamo navzven, ne navznoter? Ja, lejte, velike narcisoidnosti. Ne? Zdaj, če gledam, te narcisi so se res razpasli, pa tudi taka družba, ne? Pogledajte, ne? Na vse posod na spletu, ženske morajo biti lepe, zbotoksirane, mlade, večne kraljice, a ne? Moški morajo biti pa gladiatorji, statuji, ne? Se pravi, prav nek imidž mora biti, ne? Da jaz tako pravim, ne? Zdaj, da bi to omenila, če imaš ti staro karmo, recimo, deva reči kraljice, ne? In si bil vedno lep, ne? Je to težko, ko se staraš, da nisi več v tem sočnem stilu, a ne? Ženska kot kraljica, ki je bila in more biti lepa, mora iti na razne lepotne operacije in je to tudi dobro za njo, naj to ostane, ne? Je pa težava, ko mladi vidijo pač prekmalu to sceno in potem se pač obračajo potem. Jaz bi bolj rekla, da ostani to, kar si. Pejdi na botoks, pejdi, ne vem, dej si tatu, če si bil gladiator v prejšnjem življenju, recimo, jaz veliko gladiatorjev poznam, ki imajo krasne tatuje, ampak on to rabi, ne? Ker je pač to živel in to izraža njegov prvinski jaz, ne? To razumem. Ne razumem pa teh maskot, ne? To so pa spet, kar rečeva, te kinder jajčke in te lupine, ki posnemajo nekoga, ne? Ker če nekdo izvoren, rečeš, ja, to je res njegova, to je njegova srčika biti, ne? In rečeš, wow, to ti pače, ne? Ker to ti si, ne? Tem ta mladi pa malo se, pač njim lahko, no, dejva reči temu, njim lahko. Včasih jaz vidim, da se kar odklopijo, vidim fante, punce z slušalkami, ne. Tega je ogromno, David. Ampak po drugi strani sem velikokrat malo spraševala mladino, so rekli, Diana, jaz se odklopim in dam samo slušalke zato, da se odklopim od zunanjega sveta. Da teh nebuloz tudi ne vidijo, ker tudi za mlade je prenaporno, ne. Je preveč informacij, ki so fake, ne. In Zanč mi je rekel, en fant je rekel, jaz se odklopim za 2 uri in vedno spet priklopim, ne. Tako da ni vedno za obsojati, ker rečejo, te mladina ni priklopljena. Ja, odklopi se od neumnosti, ne. Ker zdaj vprašamo se tudi, kdo je zdaj tle, ti narcisi so starostniki, 70 let, ne, recimo. Zadnjič sem videla gospoda 75 na skiroju, ne. To ni normalno, ne. In potem fant mimo njega s slušalkami in ne moreš ceniti tazga gospoda, ne, ki je še vedno fit, ne. Tle smo šli tudi v skrajnosti, ne. Starejše ženske mislijo, da so barbike 15, ne. Oni pa novodobni, ne vem, bom rekla, zadnjič, no, je bila neka nesreča, ko sem videla, se je zaletel v avto in to je skrajnost, ne. To je ta skrajnost te nove dobe, ne. Mal dajmo spet letom primerno se odnašajmo, no. To se mi zdi pač tudi za mladostnike tudi ni jim to všeč, ne? Da vidijo neko pubertetniško staro mamo, ki tam, bom rekla, zganja norosti, ne? Ampak vseeno je boljše, če kakšen domač štrudel naredi, bo bolj zdravo, ne? Spet zdravo, uravnano, hkrati pa inovatorsko, no. Zadnjično sem bila pač v trgovini in sem videla nekega fanta in pač je dal slušalke zaradi te neke obrambe pravi pred zunanjimi. Ja, dobro razlaga, ja. Ker ti najprej ti pride na pamet to, češ, da se asocializirajo, da noče imeti nobenega opravka z nikomor, z ničemer, a ne? Ja, jaz bolj tako vidim, ne, ta nova, mislim, mladostniki, oni so prišli že v drugo dimenzijo, ne, prišli so lahkotnejše, ne, mi smo še imeli neko karmo za popucati, oni so pa lažji in potem pridejo v svet, ker vidijo dosti
neumnosti včasih rečeva, ne? Ali pa v šoli, v sistemu so stvari, ki so nepomembne, ne? Za njih nepomembne, ker oni prihajajo, lahko rečeva karikiran z drugega planeta, ampak če je hitrejša evolucija, oni, ne smemo, Bog ne daj, ne smemo pozabiti zgodovine, ampak dajmo to poenotiti, dajmo to pač v nek paketek, da bo lažje razumljivo za mladostnike, ker nimajo več fokusa. Korona je naredila svoje, ne? In so res nekaj časa bojo rabili, no? Zdaj se že pobirajo, ampak vidi se, no, ta preboj, da se malo odklopi, priklopi, ne? Ampak spet, ne, cilj pa je, da se potem itak znajde po svoje, ker ni pa vse, da mi nadzorujemo in pa kontroliramo. Tako da ja, jaz verjamem v mladino in v njihove odštekanosti, ker je tudi prav, da so drugačni, ker smo bili tudi mi, ne. Žalostno je, mi smo imeli svoje diskoteke, imeli smo svoj ples, svojo dimenzijo, nekje smo se, bom rekla, znoreli po domače, tukaj je pa pač druga zgodba, ne. Tako da ja, sicer že pač poslušam, no, tudi mladino, da imajo na razne veselice in da se podružijo, ampak ja, čim več tega, več vitalne energije, ne, več, bom rekla, zdravega duha v pogovoru, ne, med najstniki, ne. Zdaj so se zapirali v svoje svetove, ne. To je pa pač iluzija in imaginarni svet, a veste, je pa tudi dobro, ne, če se te ljudje pol malo uravnajo, da potem mladostniki razumejo svoj sistem, ne. Vse bo v redu, no? Nekako ne čutim, da je taka panika. Jaz bolj mislim, da včasih pretiravamo, no? Da imajo svojo dobo, ki jo mi mogoče ne poznamo, ampak jo moramo spoštovati. Pa pridejo tudi mladi k tebi po nasvet? Ja, kar nekaj mladih je, ki razumejo to. Zadnjič je bila mama z enim fantkom, mi je rekel, vse on to že vse ve. Ne? In sva se midva pogovarjala pač čisto na tak naraven način, a mama pa seveda zaskrbljena kot mama, razumem jo, ampak mame, bodite bolj odprte, ne? Bolj svobodne v tem duhu in boste več dobile od teh fantov, deklet, tako da ja, zaupanje je zelo veliko, no? Čeprav tudi mamice zdaj že kar razumejo, no? Je pa ta informacija nekaj časa, je bila ta Pandorina skrinjica res zaklenjena, ne? Zato se ni bilo dovoljeno vtikati v stvari, ki niso, ne, dostopne. Zdaj pa je, zdaj so pa te, bom rekla, rovi že odprti, pa tudi več svobode je, ne. Zdaj jaz rečem, ali si konj v ograji ali konj na prosti paši, ne. Zdaj je veliko proste paše, vse moraš pa pogledati, kje so te ta prave informacije, ne. Tako da ja, zanimivo, no. Vsega je. Se prav gremo v pravo smer. Pravo smer, ja, čeprav mogoče na moment tako ne zgleda. Ne zgleda, ampak moramo, v bistvu ne smemo vse sklepati po sebi, ne? Ker res rečem, da je tle to tako, to je tako, da bi imel nekaj časa zvezan trak čez oči. Mi včasih nismo videli, ne? Ali pa v sistemu nam ni bilo dovoljeno, da vidimo. Zdaj pa ta trak šel, ne? Zdaj smo spregledali, ne? Oni pa že vidijo, otroci je bilo že od majhnega. Kaj pa ti je, to pa mi že vemo, ne? Naša generacija pa kaj še ni vedela, ne? Ker je bil sistem narejen, da je prav, da ne vidimo, ne? Tako da ja, visoka frekvenca je pa toliko ugravirane že v njih, no? Da ja, veliko se včasih zdi, kot da bi bili malo zadeti, kako rečem, ampak pozitivno, ne? Grejo malo svojo glasbo, se malo odklopijo, ne? Potem spet pridejo nazaj. To niso sanjači, to je v bistvu ta moderna informacija, sam potem se pa mi zdi, da pa razumejo. Včasih jaz rečem, zaupaj stroki z nebesne. To so ta nebeška informacija, ki je zelo visoka in potem prinese pravo stvar. Kako pa po tvojem, oziroma kaj naredimo, vsi imamo nek del nakopičene jeze, agresije, vse in tako naprej, teh negativnih energij. Ja. Kaj je tvoj recept, da se tega, ne rekel, v celoti utresemo, ker je zelo težko, ampak vsaj deloma nekaj naredimo na tem? Ja, zdaj, David, tako je. Eni se v bistvu že rodijo bolj jeznine, ker je prinesel na svet eno jezo, neko agresijo. Ampak mogoče se tako vprašamo, ne, ta človek bo delal veliko zgodbo, ne, in more biti jezen, ker jeza je njegov naboj, ne. S to jezo sprošča energijo, da bo drugi dan 300 ljudem naredil pač, bom rekla, pri hiši 10 izkopov, ne. Se pravi, te krti so jezni. Krti so, bom rekla, rokodelci, ki morajo imeti zelo nabito fizično energijo, tudi prehrana je drugačna, ne, in morajo biti jezni, da potem sprožijo. Mi se njih ne smemo strašiti. Če smo pa v bistvu v vitalnejši energiji, pa ni potrebno toliko jeze. Smo pa bolj vitalni, ne. Zdaj, jaz vidim, ženska vpraša, joj, moj mož se je razjezil, ne, ima izpad. Pa to ni vedno izpad, ne.
To je samo dimenzija, s katero se sprosti, da potem drugi dan realizira toliko, kot nekdo mogoče v enem tednu ne? Ampak ima rahlo informacijo, da bo drugi dan naredil veliko zgodbo. Ne? Tako da tudi te obsojanja, da ima kdo hude izpade, niso merodajna. Ne? Ko reče, joj, ta je pa malo bipolaren, ta je pa schizofren, ima mogoče informacijo, ker ima težko nalogo. Ne? Tako da ne obsojajmo. Ne? Ja, je pa res, da eni so bolj senzibilni, to so bolj kot ene rožice na travniku senzibilne, te pa ne prenesejo. Odvisno je, v kakšnem sobivanju si skupno. Ne? Drugače pa ja, narava, sprostitev, mogoče jaz sem za glasbo, ne? Dobra glasba, ples. Potem, če si jezen, kadar imaš preveč take toksične energije, to so entitete, ne? Preveliko jih še vedno mrgoli, ne? Odstrižeš košček las, potegneš vodo, ne? In odplakne. Ne? Voda, tako kot sem že prej rekla, jezera, narava. Po drugi strani pa tudi za vitalno energijo priporočamo, to mi je zelo zanimivo, ne? To mi je rekel enkrat en gospod, slika iz mladosti, ne? Ko si bil, ali pa v srednjih let, kjer žariš, kjer si srečen, radosten, in zvečer pred spanjem daš na sliko, na fotografijo kozarček vode in se ta voda informira za tvojo srečo, radostjo in potem drug dan spiješ. Ne? Se pravi, preko slike, na kateri si srečen, voda absorbira informacijo, ker se vidi voda kot prevodnik, da se spije, pa da rečeš, ne da se spet lepa, mlada in stara 15 let, ampak bolj vitalna in srečna. Ne? To so take male vraže, pa mogoče res ta sol po kotih, ne? Sol tudi čiste solni pilingi, ne? Tudi pladen soli pod posteljo, ne? Za lažje spanje. Ne? Pa to, kot vedno ponavljam, prikadite prostor z žajblom, če so kakšne močne entitete. Pa tudi na to sem zelo ponosna, ljudje nimajo več stare krame v stanovanjih. Ne? Veste, včasih se je šparalo v starem obdobju, to je spet pase, ta klet je bila polna neke krame, zdaj ljudje vse v bistvu so že spucali. Ne? To čiščenje, pomladanska čiščenja so pomembna, ne samo čiščenje DH, tudi čiščenje stanovanja, hiš, nujno. Ne? Tako da pomladanska čiščenja, vitalna energija pride skozi red in disciplino. Ne? Moraš imeti tudi kozmični red, je pospravi fizično, da potem delaš lahko duhovno. So pa ljudje seveda veliko, pa še vedno te maškarade naven, ne? Lepi nohti, frizura, doma pa ne bi kavo spil pri sosedi, recimo. Ne? To je to tisto, ko reče, pri nas je vse pošlihtano, ne? Tako da jaz mislim, da je še vedno uravnilovka. Zdaj sem vesela, zdaj so ljudje zelo spucani. Ne rabimo, rečejo te krame, in je že to obdobje minilo. Obdobje krame in spominkov, ne? Ker spominek imaš v glavi, ne? Ja, tega je veliko, Ja, včasih smo pač imeli drugo obdobje bilo. No? Kaj vse, naprimer, pripomore k prebujenju, ne? Ja. Kdo bi si mislil? Kdo bi si mislil, jaz sem kar vesela, ampak začnimo, ne? Vedno je spravljeno, začnimo v kleti, ne? Ljudje bi šli vedno takoj v salon in bili lepi, ne? Začnimo v kleti, ne? Ljudje ne razumejo, da je najprej težka pot mora biti, zelo težka, da se naučimo, ne? Tako da moramo imeti grenko izkušnjo, da zrastemo. To je pa vedno bilo in bo, ne? Vse pa res, da zdaj dejansko kakšna mladina bi iskala bližnjice, ne? Pa bo najdla pa svojo past, ne? Mogoče pač na internetu, kjer so pasti, a ne, se pravi, še bo imeli drugačno ukano in zvijačo, ker tema pride skozi šivankino oko v informacijo, ne? Pa zelo neonsko svetijo. Vidim pri temi, tema je preoblečena v neon, se pravi, na začetku res svetijo, kot da so največja svetloba, ne? Ta poudarek bi dala, da res ne pademo na prve bombone, ne? Še vedno so med nami, ne? Še vedno so v krogih, kjer so dejansko nastavljeni, ne? Da nas preverjajo. So po tvojem svetloba, resnica in svoboda so sinonimi? Ja. Je pa nekaj, ne? Spet smo v dualnosti, spet eni reče, za mene je to moja resnica, za tebe je pa to svoja in spoštujmo en drugega. Seveda, kdo sem jaz, da sodim, ne? Kdo sem jaz, da razlagam, to je pa to. Ampak ja, se mi zdi, da potem sorodne duše, ki rečemo, ja, to je to, ne rabiš besed, ne? In ja, oni pač se nahajajo v svojih drugačnih jamah in potem čakajo spet na svojo izvorno točko, ampak to so kot neki plenilci, krokarji. Ti krokarji so zdaj izgubljeni, ne? Ker nima več hrane, ne? Globalna ladja je šla naprej, ne?
Tako da so ostali na svojem planetu. No. In zobajo samo še drobtine. Ne. Prej so imeli pa kar velik kos, bom rekla. Je pa tudi prehrana, lahko pomenim, če to, no, da reptilska rasa je zelo na mesojedo narejena, zelo rabijo veliko dinamike, vitalna je pa bolj na recimo lažji prehrani. Ne? Se pravi, bolj lažja hrana, bolj pretočna. Zdaj tudi vidim ljudje rečejo, ne kuham več, dobro, to pač vsak ima svoje, ampak nekako ne rabiš več toliko kalorij, ker na teh vitalnih energijah so drugačne. Sadje, zelenjava, bolj bi rekla pretočna energija tudi skozi telo, ne? Ker tudi organe moramo v bistvu počivati. Ne? Pri nas je vedno zelo problem, kadar preveč zasičimo glavo, ker gre vse v glavo, ne? Tako da zelo šparati je srečen glavo. Ne? Masaža glave, sprostitev, glasba, gost, narava, zdaj so naravni zvoki, ščerički, škržati, ne? Žabe, ne? Recimo, ne? To je zdaj, kad je ta narava. Ne? To je zelo pomembno, da se spet možganski valovi umirijo. Ne? Pri nas je zelo pomembna glava. Da vsi rečejo, da jim mir, ampak ta mir pomeni vse, ne? To je zlato. Reče, pridi na nulo, ne? Rečemo, pridi na nulo pomeni pridi v svoj zen, ne? Ta informacija. Ne? Ja. A pa so naši dušni zapisi tako kar komplicirane reči? Ja, v bistvu zelo. Če tako gledam. Ja, zdaj, meni je všeč, ne? Zdaj, če to rečem, kompliciramo. V bistvu smo komplicirani, ne? Ampak sedlih, to je čar, to je maurica življenja, da smo komplicirani, ker višje si, več rebusov imaš za rešiti, ne? Ampak če te nekdo ujame v tem toku in da dojame tvojo bit, potem je že zmaga, ne, na naši strani, ne? Potem že razumemo, ne? Nekdo pa pač samo biva, ne? Nekdo je prišel samo bivati, je prvinska sreča, radost, nekdo pa prišel delati, ne? Spet, duša pride delati, deleholikov je kar nekaj, ne? Zdaj gledamo delati, ustvarjati, nekdo je pa prišel uživati. Ker rečeš, kaj pa rabiš, ne? Ne znaš uživati, za nekoga je užitek delo, ne? Tako da ne smemo biti kritični, ne? Ta je pa len. Ta je prišel samo kot informacija, da nam je ogledalo, poglej, kako se počiva, ne? Mogoče grem nam na živce, ampak on je v redu, ker je prišel kot lahkotna duša in se ima fino. Ne? Rabi pa na drugi strani seveda oskrbovalca kakšnega, ne? Da včasih malo pomete. Je v družinah vedno nekdo, ki ima svetilnik. To je pomembno. Če ima družina človeka s svetilnikom, bo vse ok. Ne? Zato je ta glavni svetilnik treba čuvati. Ne? Tako da ob njemu lahko tudi sobivajo potem kakšni princi in princeske. Ne? Drugače pa ja, mislim, da je pomembno, da imamo sorodne duše tudi, ki se pomagajo, to ni vedno krvni sorodnik, ampak je duša, ki ti pomaga. Ne? Jaz ne morem speljati, mi lahko pomagaš tole, ker v naši družini je zdaj neko pač, bom rekla, mrtvilo. Ne? Ampak ker pa mi moramo delovati, se pa ta tok ne sme ustaviti. Ne? Nimamo toliko časa, lahko se spočijemo dan, dva, potem pa spet naprej. Diana, da mi povej, kje te ljudje lahko najdejo? Če bi se hotel še tako individualno pogovoriti, mogoče s tabo. Vsi, ki me poznajo, no, bom rekla, delam, imam tudi, me pokliče na moj telefonček, se zmenimo za terminček in pogovorimo. Delam pač na datum rojstva mi je podatek, da pogledam, kakšna je informacija, pogledam malo tudi v dušne zapise, ponavadi svojce tudi, kakšna je relacija in ja, bom dala kontakt, pa če bo kdo želel, lahko na mojih poteh. Je vedno nekaj zanimivega in vedno tudi sama raziskujem, zato sem vesela, da se ljudje priključijo na mojem vrtiljaku, da skupaj raziskujemo, tako da jaz sem tudi ena od naših, da rečem, nisem nič drugačna kot mi vsi, kot ti, ker recimo tudi razvijaš svojo novo pot in verjamem, da ti bo uspelo, ker ti zelo dobro že gre. In ja, David, na en način smo umetniki neke nove dimenzije in zelo pomembno je, da se v tem zabavamo. Ne? Da to ne delamo nič na silo. Če rečemo, zdaj bom posnel vdajo, posnemi. Če ne, tudi prav. Ne? In takrat so obrodi sadove. Tako da ja. Či za konc tistim recimo en nasvet, ki želijo narediti korak naprej v notranjem raziskovanju, kaj bi bil tisti prvi konkreten, pa tudi enostaven korak? No, naprimer, tako, za ljudi, ki imajo preveč balasta, bi jaz rekla, zdaj, ko bo prvi dež,
naj se kar v bistvu grejo na dež in se prepustijo, da jih dež splakne. Rečem, da dežne kapljice odplaknejo informacijo in zaplešajo v dežju. Kaj bo pa sosed rekel? Ja, kaj bo pa sosed rekel? No, vse tle smo. Ampak, a veste, se pravi, upati si biti drugačen. Se pravi, ples v dežju, neka mavrica, nek navdih, da se zavrtimo v nekem svojem virtualnem krogu in da takrat rečeš, wow, svobodna sem. To je dobro zame, tisti trenutek. Mogoče si privoščim tudi kakšno tortico, bo tudi prav. Se pravi, svoboda, predvsem svoboda. Življenje je svoboda. In prigarana svoboda, ne pozabimo, imeli smo koronski čas, bili smo nadzorovani in bodimo hvaležni, da smo uspeli. Se pravi, spet močna duša in jeklene, železne informacije, da smo v tem toku in da delujemo naprej. Da delujemo naprej v tem obzorju brez mej, lahko rečemo temu. Super. Jaz pa vem, da ti kdaj napišeš tudi kakšno pesemco. Ja, je res? Ja, tudi. Pa tudi kar nekaj so povedali o ustvarjanju. Tako da, a si tako dobro pa za grand finale eno pesemco. To si mi pa lepo rekel, grand finale. Joj, kje si to najde. Super, grand finale. No, v bistvu dajmo reči... Tvoja kamera je pa tam. Ja, čakaj, veš kaj, smo tle kar ene par, ampak sem rekla tele, bom kar eno tako mojo, tako lahkotno, Če ukradeš moje sonce, ne bo svetilo zate, poišči srečo v sebi in pele bodo trate. To je ena taka mojih zdajšnjih. Drugače pa ljubezen prinese veliko mi sreče, odpira vse rane, jih celi ljubeče. Se smeje in muza, naivno in dano, saj vedno pozdravi vse staro bolano. Taka moja lahkotna, ker zdaj je pomlad in želimo si veliko metuljčkov in pikapolonic. In vitalna energija prihaja skozi nas in skozi prijatelje in družino, ki jo imate pač ob sebi. Tako da veliko dobrega in David, tudi tebi hvala za povabilo. Hvala tebi. Pa še kdaj, ne? Ja, bova še kdaj kakšno rekla, z veseljem. Hvala ti, ful. Super, enako, David. Ajde, čau. Živjo.